Nocoj, kaj dogaja, pa gostim antropologinjo, aktivistko, frendico od Obame in slovensko frontmenko svetovno znane skupine MeToo. Dame in gospodje, Nika Kovač, dobro večer, Nika. Oj. Zdaj, to je tvoj zadnji intervju, preden odpotuješ v Ameriko, tako da danes si lahko daš duška, lahko poveš vse, kar ti leži na duši. Jaz se toliko bojim tega letala, da bi raje imela 5 referendumov v Sloveniji, jutri šla, ja. Zakaj se bo? Jaz se tudi sicer bojim, pa odkar sem gledal tiste serije Minuta pred katastrofo, a s kaj podobnega naredila? Ja, isto. In bi najraje skenslala, tako da v resnici bi tako kar prosila to Slovenijo, da tle ostanem in se pogovarjam o cepljenju in govorim o tem, da ne ustanavljamo stranke in še kakšen zakon sprejmemo, da bi šla jutri tja. Pojdi v Ameriko. Zdaj, v New York odhajaš kot ena izmed 15 štipendistov Baracka Obame, si edina iz Evrope, zdaj že verjetno veš, kakšen bo program, ampak kaj pričakuješ od tega obdobja, ki je pred teboj? Jaz se ful veselim teh ljudi, to so totalno različni ljudje in veselim se spoznavati njihove fajte, ugotavljati, kaj so delali, pa ful se veselim knjigarn v New Yorku, pa tega, da bom lahko hodila po muzejih in galerijah, ki boste mogoče vi tukaj zaprti. Jaz sem pa mislil, da boš rekla, vse se bom navadila, kam prišla domov, bo vse jasno in bom vse porihtala, kar bo v Sloveniji narobe. Ne vem, če, no. Upam, da bom kaj več znala, ampak ne moram obljubiti. Vodila si kampanjo Samo ja pomeni ja, kampanjo za čisto vodo. Napovedali ste referendum, če bi bil sprejet nov zakon za žaljenje poslancev, pa ni bil. Kaj pa je naslednji projekt? Ja, ne povemo. Lahko rečem to, da imamo v paci 2 zakona, ki jih bi radi zbirali še pred, v bistvu podpise za te zakone še pred volitvami. Pošiljamo vprašanja na vse politične stranke in bi radi opozarjali na neke njihove napake in mogoče dobre strani pred volitvami. Pa nam vedno upadejo neki te referendumi malo z neba, tako da najboljše stvari se zgodijo po nesreči v Inštitutu 8. marec. Se pravi, zelo spontano vse skupaj deluje. Večkrat si rekla, da te profesionalno, oziroma da v profesionalno politiko še ne želiš vstopati, ampak se praktično to, kar počnete, je politika, ne? Ja, itak, pa še boljše. Meni se zdi, da s tem referendumom smo pač dobili v teh glavah poslancev še eno dodatno enačbo. Če so prej oni šteli svoje glasove v državnem zboru, jim je zdaj tle še ena neznanka in to smo ljudje, ki smo dokazali, da se jim lahko upremo in pol se nas kar malo ustrašijo, kdaj zdaj. Res? Ja. Si dobila tak občutek? Ja, meni se zdi, da ja, ne. Mi smo bili že napolno pripravljeni za ta nov referendum, pa je zdaj ob zadnjem glasovanju padel v vodo. Prav si gleda. Baje se imate tudi zelo fajn v ekipi oziroma v Inštitutu 8. marec. Menda, to sem dobil ene informacije, pa me poprav, če se motim. Za sproščanje zvečer ste si dekleta dostikrat ugledala oddajo Karaoke ali pa Sanjski moški. Zdaj, a sem to prav slišal? Ali je to res? Smo. Ful smo fanice kraljice Laure, ki je rekla, da če nekoga obesiš na drevo, pa si nasilen do njega, da to ni nasilstvo, ampak pač je to vrtnarjenje, tako da to se nam je zdelo kar dobro. Pa pač karaoke bar je pa lepo, ko vsi te ljudje so srečni, ko odpojejo nekaj na televiziji. Pač v bistvu je sproščanje, ko delaš res resne teme, pa se trudaš v bistvu premakniti ene stvari, pol pa še malo trivialnosti. Pač vi ste čisto preveč resni že, da bi se sproščala ob vas. Ja, dobro, ajde. Jaz sem pa mislil, da boš rekla, da preslabo pojemo na mali terasi. Ne, to pa. Ja, dobro. Ja, kako se pa počutite, ko našo oddajo gledate potem? Ja, to je pa že refleksija in razmišljanje o prihodnjih bojih. A obljubiš, da ukolikor se kdaj zgodi, da nas hoče ukiniti, da bo Inštitut 8. marec stopil in mu rekel, a to pa ne. Razpisali bomo referendum. Peticijo, referendum, pa še kakšen zakon. Super, me veseli. Nika, jaz ti želim veliko sreče pri vseh tvojih nadaljnih projektih, predvsem srečno pot v Ameriko, naj bo pot čim bolj mirna, brez turbulenc, čim več spanca, kaj ne rečem. In srečno, hvala za obisk v studiu. Hvala.